Bomo in zadovoljna sva oziroma bova tudi midva. Tako, ja. Ker bomo seveda sestavljali praznične krožnike. Sprašujemo se pa, kako si lahko za praznike privoščimo užitke ob hrani, ne da bi se ujeli v zanko prenajedanja. Kar pa posledično seveda pomeni, da vstopimo v novo leto obteženi z dodatnimi kilogrami. Ja, da torej v januar ne bi vstopili razočarani in obremenjeni s hujšanjem, se je decembra dobro malo zadržati. A kako, ne? Kako ne rečemo, vprašanje za $1 milijon. Ne? Kako naj to storimo takrat, ko nas hrana kar kliče k sebi s polno obloženih in privlačno okrašenih miz? Ja, na to vprašanje bomo poskušali dati odgovor z našo naslednjo gostjo. Dobro jutro. Dobro jutro. Z nami je Katja Simič. Z nami dietetičarka. Ampak ne, smo že tukaj, pred obloženo mizo. Tako, jaz bom malo bolj ob strani stal, ti si pa lahko za mizo. Mislim, da še ni krize, ne? Ampak seveda, ja, torej, sprašujemo se, ne, kako dejansko, ko smo takole pred obloženo mizo, hrana kar kliče, ne, potem, da posežemo po njej, kako se v bistvu ne, zadržati? Ja, zadržimo se ponovno težko, čisto iskreno. Kako izbrati, potem tisto, kar je malo bolj zdravo? Točno to. Ne? Včasih je res veliko narejenega že preden se sploh zabava začne, se pravi, da je od gostitelja mogoče tudi malo na njemu breme, a ne, da ne ponudi samo slaščic, da ne ponudi premastne hrane, ampak da v bistvu pripravi tudi mogoče kakšne zelenjavne priloge, kar bomo danes tudi v bistvu prikazali. Prej, ko sta rekla, da se zredimo, raziskave kažejo, da v povprečju 1,5 kg v praznikih. Tako da to ni toliko malo. Sploh glede na to, da pol januarja začnemo obsesivno hujšati in da zredimo se ponavadi na maščobno maso, shujšamo pa pogosto zelo nekritično. Na mišično. Ali pa vsaj malo gre tudi mišične. Tako da je res fino pač to sploh preprečati. Tako da en izmed korakov je ta, da recimo servirno mizo umaknemo iz vidnega polja. Se pravi, da vsakič, ko greš, moraš vstati, vzameš krožnik, si ga naložiš in potem greš za mizo jesti. Če bo na očeh, tudi moja roka začne, pa sem kukar pametna, da ne smem, ampak premamite. Tako da na vidno polje damo zelenjavne priloge, potem recimo tiste težje, kalorično težje, bolj sladke, bolj mastne jedi pa v bistvu res omaknemo. Da je treba vstati in iti iskat. Ja, pa razmisliš, ne, pa mogoče sitost začutiš vmes, ali pa ti je neroda nič, že te šestič, ali pa se ti ne da, padaš v debato, karkoli. Ampak lahko pripravimo pa tudi zdrave, ne, prigrizke. Ja, zdaj, v bistvu po načelih zdravega krožnika naj bi polovico našega krožnika sestavljala zelenjava, potem damo četrtino beljakovinskega vira in pa četrtino škrobnate oziroma hidratne priloge. In recimo, da je en tak prikaz takih tudi zanimivih za oko, ker jemo z očmi, jedi, da smo ga danes pripravili. Zdaj, v tej naši smrekci je v bistvu škrobnata priloga so grisini, potem pa imamo motovilec, papriko, paradižnik in pa mozzarelo kot beljakovinski vir. Lahko se malo pohecamo, internet ima ogromno enih idej, Pinterest, kukarkola, se pravi, se dejansko lahko naredi zelo na oko privlačne jedi. Evo, tole lahko pokažemo našim gledalcem. Smrečica, ne? Zelo, zelo lepo, ne? Tako. Zdaj tukaj sicer recimo imamo dve opcije, ali jo že začinimo tudi kot solato, se pravi, ampak tisto bo ponovadi steklo, tako da je skoraj bolj, da pač pripravimo surovo oziroma pač, da se potem pri krožniku šele doda, po okusu tudi sol in vse ostalo. Nekaj se sprašujem, gledam ves čas, kje pa je salama? Ja, ta je pa umaknjena iz vidnega polja. Ok, kje pa je? Ja, ne, take stvari dejansko probamo dati v bistvu. Tudi pri salami je problem, ko je ponavadi preslana. In potem pač več soli zaužiješ, več odpijaš in tako naprej. Pogosto pač na žurki ne pijemo vode za žejo, ampak so kakšni sokovi vmes, gazirane pijače. Se samo nalaga. Tako, ja. Težko bomo pojedli preveč hrane, spili bomo pa zelo hitro kalorij v bistvu, a ne preveč. Ravno to, se tega zavedamo. Pač hitro postanemo seveda siti, ko pojemo nekaj dobrega, ampak pri pijači pa vendarle nimamo tega občutka. Kako se pa zadržati pri tem, da ne posežemo še po enem kozarcu? Ja, alkohola ali sokov? Ja, oboje, ker tudi sokovi so lahko zelo slabi, veliko sladkorja seveda. Aha, pa se kar poskusil. Najprej damo malo snega, se pravi, to je skutna priloga. Se ne moreš upreti igre. Spet ponovno. Vidim izziv v tehle smrečicah. Ne, da sem lačen, ampak karkoli, ampak
izziv vidim. Zdaj, jaz sem izbrala za današnje snemanje pasirano skuto, ker je bolj lažje se obvlada, ne? Ampak nepasirana bi pa dala ta občutek res snega oziroma cevca, če lahko po domačem rečem. Zdaj tukaj imamo pa ena taka lepa. Potem pa vzamete kumaro, to narežete v bistvu te trakce kumarične. Je lahko tudi bučka? Lahko bi bila, zdaj pa jaz predlagam, če hočete zvezdo dobiti gor, da najprej date korenček. Krasno. Ali lahko bi bila tudi paprika ali pa kakšno drugo. Ampak malo se je treba pohecati, malo biti spreten. Prva ne rata, druga včasih tudi ne, pa se pa že nekako dobi v roke. Pri pijači smo ostali, a ne? Ja, spet ne probaš biti pač racionalen. Tako, ne, tako. Pri alkoholu je itak pravilo, da vsake enoti alkohola poskusiš zraven spiti kozarec vode, oziroma brezalkoholne pijače, lahko je to tudi kakšen nesladkan čaj. Sokovi in podobne izbire pa dejansko je spet mogoče bolj na gostitelju, da sploh ne ponudi teh izbir. Tako je. Ampak če recimo se pregrešimo, če se pregrešimo, lahko potem naslednji dan to popravimo. Tako, ja. Bolje je delati korekcije naslednji dan, kot pa recimo na zabavo oditi lačen. Se pravi, da v bistvu do zabave jemo vse normalno, da ne pridemo tja sestradani, potem na zabavi pač po nekih svoji najboljši moči se poskusimo opreti vsemu skupaj in potem naslednji dan naredimo ustrezne korekcije. Kakšno bolj zelenjavno juho, mogoče obaro, pri zajtrku mogoče samo kakšna tudi vsejni kosmiči, da malo prebavo tudi pospešijo. Kakšen sprehod dodamo, Evo, zdaj pa pri kumari, najprej zvezdica. Najprej zvezdica, to sem se zapomnila. Potem je pa tako, ja, ko jo v bistvu zavijaš, zdaj pri vas je zelo enakomerna, če hočete pa ustvariti, je pa v bistvu ta prvi zavitek krajši, potem pa vedno daljšo to v bistvu krivino dosegaš. Seveda, ko dobimo kakšne obiske, oziroma se nam napovejo, želimo izpasti dobri gostitelji in tako naprej. Ali obstaja kakšen trik, da vendarle zgleda dovolj, ampak ne grejo popolnoma nabasani gostje od nas. Vsaj z nekim občutkom teže, Tako. Zdaj, v bistvu, če lahko malo teorija, se pravi, jaz hrano delim, oziroma tudi raziskave uporabljajo ta izraz hiperokusna hrana. To je hrana, ki je v bistvu bogata z maščobami, soljo, sladkorji v določenih razmerih in ta hrana v bistvu malo zaobide te naše v možganih občutke za regulacijo apetita in gre bolj na tiste občutke za zadovoljstvo. In mi to hrano jemo tudi, če smo že siti. Se pravi, hrepeni naše telo v bistvu po tej nagradi, po temu veselju in temu. Na drugi strani pa recimo hrana, ki je bogata z beljakovinami, s prehransko vlaknino, zdravimi maščobnimi kislinami, počasneje dvigne krvni sladkor, bolj da ta občutek nasitnosti, sitosti in v bistvu od te hrane bojo gostje bolj siti, mogoče malo manj zadovoljni, ampak siti pa absolutno ta občutek bo. In recimo pri meni doma gostje, meni je neroden, če meni zmanjka hrane. Če so si siti, če so lačni, ampak tako, da se v bistvu na nek način porabi tisto, kar je na mizi. Mi imamo pa to navado, da pol pa kar še bomo narezali, da ja, ne bi slučajno zmanjkala. In to je pa potem tudi problem v zavrženi hrani, kar je pa v bistvu še ena stvar, ki mogoče bi jo bilo fajn med prazniki malo paziti na to, koliko hrane se dejansko tudi zavrže. Ampak veste, ko smo denimo kot gostje nekje, nas velikokrat tudi silijo, pa dej še vzam en kruh, pa dej se malo še to. Kako v bistvu na vljuden način pa povemo, da imamo dovolj? Vredno pa tudi gostitelji morajo imeti ta občutek, da nas ne silijo. Zdaj kot gostitelj bi jaz rekla, da dejansko pač poskusiš ne ponujati silce. Nekaj je to vljudnostno, ko daš pač na mizo, rečeš postrežite si, vzemite kot želite, ampak ja, ta od babica, da ni bilo dobro, valjda bo še en kos, valjda da je bilo dobro. Kako malo si pojedel, Ja, tako. Dej še malo. Pač ena opcija, da se preprosto reče, ne veš, mi ne naredi dobro. Recimo, pri meni je to še v resnici tudi res, meni so z žolčne kamne operirali in dejansko ne smem. Pol imate razlog? In imam razlog, ampak se ne vejo ljudje, lahko imaš pa težave z gago, lahko te pa napenja, se ni treba, da je nekaj taka. Pač, sorry, mi ne naredi dobro, ful je okusno bilo, ampak pri meni je to zdaj meja. To je super, da človek lahko tako mejo postavi. Kaj pa, če je ne morem? Pridemo nekam na obisk in miza je tako trikrat toliko polna, kot to ti seveda sediš za tisto mizo in avtomatsko sedaš. Kakšen trik imate pripravljen, da tudi jaz lahko rečem, ne, zdaj pa dosti, zdaj pa res ne bom več, pa me niti ne premaga. Ena ideja je, da imate mogoče v žepu čigumi in ga date pač v usta in začnete žvečiti. In v tem primeru v bistvu tista slina, ki se ti naredi, ko vidiš hrano, ko zavohaš, ti v bistvu ta čigumi tisto slino potem malo popivna, če lahko tako rečeva. Zdaj,
To je taka, no, zelo praktična. Ena je, da dejansko ostaneš, greš stran, greš plesati, greš žurati, se greš pogovarjati, oj, moram sam pelati, oj, se grem z otroci igrati. Ne pač, da se umakneš od vse te hrane. Zdaj, če pa res ne gre, pa če se prenaješ, pa pač od tiste ene žurke na koncu spet ne bo ne vem kaj. Če je samo ena. Če je ena, ker navadno jih je več. Ja, ena zapored za drugo, a ne, ampak ja, da dejansko se pač od ene, mislim, ponavadi je tako, a ne, vsi hočemo hujšati od Božiča do Novega leta, od Novega leta do Božiča pa več nobeden. Ja. Se pravi, eno tedno bi radi čudež naredili. Tudi v enem večeru se kilo pa pol ne boš zredil, a ne, fol ga začne žurati cel december, pa do 31. pa se še do 15. januarja piškote je, pa ostanke, pa vse, ne, tako da. Pa če recimo imamo kakšno družinsko zabavo, kako smiselno pa je, da po kosilu ali pa po kakšnem takem mobilnem prigrizku uvedemo sprehod, Ja, to je recimo, ali pa super. ne vem, mogoče kakšne igre. Ja, to je vrhunsko. Se pravi, da je dejansko, ne vem, kakšna aktivnost, se pravi, lahko je to activity, lahko je to ples, lahko je to res sprehod, a ne, lahko gremo pač, ne vem, čist ven mal pogledati ali pa okrašvati, pač neko aktivnost si daš, a ne. Samo še en nasvet bi prosil. Ponavadi, ko smo nekam povabljeni, ne? Ja, doma ne bom nič jedel, vse bo tam za jesti. Kaj lahko naredimo, da ne pridemo že tja s praznim želodcem, pa pustimo to, da jemo. Ne? Nekje sem prebral, da marsikdo spije kakšen deci 2,5 litra vode, konec koncev, da je želodec malo bolj poln. Ta občutek mogoče res dobimo, ampak jaz tega ne bi svetovala, zaradi tega, ker s tem, ko pijemo v bistvu prebavne sokove, spiramo, če lahko tako rečem. A ne? In v bistvu naša hrana, potem, ko bo prišla v želodec, bo dejansko ta tekočina tam bolj razrečena in se bo prebava še upočasnila. Tako da jaz ne bi pila zdaj vode s tem razlogom, bi dejansko raj pojedla nekaj lahkega banano, neko stvar, čist na hitro, ne? In da bi se pol na ta način v bistvu preprečilo to. Super. No super, tako, zdaj imava vsak svoj sendvič, mislim, da bo precej lahek, ne, tako za današnjo jutro. Ja? Zdaj pa če Velik hočeš sendvič na majhnem krožniku in majhen na velikem. Jaz sem še dodala malo mozzarele, ne, tako da v bistvu, ja, odlično. malo bolj močno, ne. Hvala za vse nasvete. Upam, da smo komu prihranili te praznične Zagate, muke, ne. oziroma januarske potem že. Ne? Tako. Hvala, Ana. Hvala Z za vse veseljem. nasvete. Ja, V tem mi pa na trenutku sendvič, ne? Ja, ti na sendvič, jaz ga ne bom. Si bom vzel kratek predah. Mi bomo kmalu spet z vami. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih.